Rezultati sicer se še čaka, ampak rezultati sporednih volitev so pokazali, Mariborčani so prepričljivo izvolili vašega protikandidata, pa mogoče ste pričakovali takšen poraz, verjetno ne? Tega glih nisem pričakoval, vendar glede na kampanjo v drugem krogu, glede na finančne razpoložljivosti, ki smo jih imeli v naši listi, je bila kampanja primerljiva. Mi nismo oglaševali na City Lightih, mi nismo oglaševali v Večeru čez celo stran, mi nismo oglaševali na Radio City, konec koncev niti nismo bili na soočenih v prvem krogu, ampak to je stvar medijskih hiš, ki sprejme takšno drugačno odločitev, to spoštujemo, to si Maribor želi in jaz mu iskreno čestitam na tem mestu za rezultat, predvsem pa je pred njim velika odgovornost. Odgovornost pred mestom, predvsem mu pa napovedujem, da bo meni več težav z svojimi svetniki v svetniški skupini. Pa mogoče vendarle imate izkušnje z županovanjem, kaj bi zaželeli še vašemu protikandidatu, česa naj se najprej loti v mestu? Naj se loti reševanja problemov, manj kadrovskih sprememb. Ko sem bil izvoljen za župana, nikogar nisem zamenil, ko sem pristopil prek občine. In v tistem danem trenutku sem se zavedal, da sem župan vseh, tistih, ki so me volili in tistih, ki me niso volili. Ta gospod pa prešteva Mariborčane naše in vaše. Jaz si želim, da tega več prihodnje ne bi počel. Hvala.